V sredo se je na Ranci ob Ptujskem jezeru začelo odprto prvenstvo Slovenije 2010 v odbojki na mivki. Če so lani organizatorji še tipali in upali na uspešno izveden projekt, pa lahko letos že potrdimo, da je uspel. Veliko gledalcev na tribunah, še več se jih pričakuje v petek in soboto, je dokaz, da se je največji turnir v odbojki na mivki v Sloveniji dobro prijel. V bistvu letos je tekmovalni del res pester. Imamo kar 55 rekordno število prijavljenih ekip. Med njimi tudi poleg domačih najboljših ekip, lahko izpostavim sestri Fabjan, brata Pokršnik, potem Martino Jakob, Andrejo Vodeb in ostale. Vsak dan je pestro dogajanje ob igrišču, razne nagradne igre za obiskovalce, da jim ni dolg čas. Potem smo poskrbeli tudi za barman šove v sklopu barman kampa zmešaj.si. Potekajo tudi turnirji v Six Cupu, modne revije. V petek bo na ptujski plaži nastopila plesna skupina Mambo. V soboto sledi vrhunec Beachmastera, zaključni boji, boj za tretje mesto, polfinalni boji in pa na koncu ob 8. uri in ob 9. uri, ob 8. najprej ženski finale in ob 9. moški finale. Po tekmovalnem delu pa veliki žur za vse ljubitelje punka, hip-hopa, R&B-ja, za vse obiskovalce tukaj okoliške prebivalce pa smo poskrbeli, da lahko jeklene konjičke pustijo doma in pridejo sem brezskrbno s turističnim vlakcom oziroma čigro. Največ pozornosti znova vzbujata aktualni državni prvakini sestri Fabjan, ki po lanskem drugem mestu letos ciljata na sam vrh ptujskega turnirja. Hkrati pa jo ločita še 2 leti do olimpijskih iger v Londonu. Ja, v bistvu zelo so veseli, da se nam je pač tudi letos uspelo udeležiti tega turnirja na Ptuju, da nam je pač vse datumsko išlo. Zdaj upava, da bova pač se tako kot lansko leto pač uvrstili v finale in da pač bova letos pač tudi to finale dobili. Lani vama je na poti stala češka dvojica, letos pa se nekaj omenja Danska in pa Švedska. Ja, pač lani je bila tukaj češka dvojica, ki pa se letos ni mogla udeležiti zaradi svojih turnirjev. Prav tako kot ta češka dvojica sta tudi danska in pa švedska dvojica seveda dobre, prav tako Slovakinje, pa tudi ostale slovenske ekipe. Ja, v nadaljevanju sezone spet pač sledijo turnirji svetovne serije, ki se bo pač tu udeležilo vseh in pač probala prav tako pač kot na vseh turnirjih do zdaj priti na glavni turnir in tam pač čim boljši rezultat. Ja, 2012 je še vedno v planu olimpijske igre, tako da ja, zdaj z nas nam ostali še 2 leti, 1 leto je zdaj mimo. V bistvu vidva, da v bistvu zmorava tudi na mednarodnem pač nivoju, tako da pač naredile bomo vseeno, da prova že v Londonita, če pa ne, pa pač na naslednje v Rio. Brata Jan in Danijel Pokršnik pa po lanskem osvojenem ptujskem turnirju letos ciljata znova na sam vrh. Torej, brata Pokršnik, turnir vsaj potem sledeč se ni začel ravno po vajinih pričakovanjih, glede na to, da sta lani osvojila Ptuj. Res ne, ampak vseeno te tekme nismo zdaj glih pričakovali zmage, nisem pričakoval poraz, ampak rekel smo, da se bomo borili po najboljših močeh, pa kar bo pol, če se bo pokazalo, da bomo boljša, če pa ne, pa tudi ne, ampak vseeno se pravim, da en poraz na tem turnirju oziroma v tem sistemu ne pomeni pravzaprav nič, razen če ta poraz doživiš v polfinalu, pol ne moreš priti v finale, tako da vseeno še lahko vedno svima turnir. Zdaj vseeno sta pa tista, ki branita naslov lani, kje vidita letos največja konkurenca? Največja konkurenca sta pravzaprav Jakupin pa Perhaj je bil lanski državni prvak, na spodnjem delu lestvice tega sistema so tudi Pajenk pa Zemljak, so zelo močna, sicer so letos enkrat premagali, vendar z zelo tesnim izidom. Mislim, da sta tudi te 2 španske ekipa sta brala neznanka, tako da bomo videli. V soboto od 16. ure dalje bo na golfišču Ptuj piknik z vrhunskimi športniki iz vse Slovenije, ki so ga organizatorji priredili s pomočjo Sportforuma. Turnir pa bo vrhunec dosegel v soboto zvečer, ko bo ob 20. uri na vrsti ženski, uro kasneje pa še moški finale.